Zaskrbljujoče nove raziskave so pokazale, da so izraelski učitelji med najslabše ocenjenimi v razvitih državah. Obsežna nova študija Inštituta Šoraš za socioekonomske raziskave prikazuje zaskrbljujočo sliko. Izraelski učitelji so bili uvrščeni na 17. mesto med učitelji iz 20 razvitih držav, ki so jih raziskovali. Študijo je izvedla dr. Jael Melcer. Razkriva pomembne razlike v osnovnih veščinah izraelskih učiteljev v primerjavi z njihovimi kolegi v tujini. Prav tako opozarja na sistematično neuspešnost pri privabljanju visoko usposobljenih kandidatov v učiteljski poklic. Res zaskrbljujoče. Zato mi je v veselje pozdraviti dr. Jael Melcer, raziskovalko na Inštitutu Šoraš, pridruženo raziskovalko na področju ekonomije in predavateljico na Univerzi Ben Gurion ter Akademskem koledžu Sapir, ki se nam zdaj pridružuje iz Hatseve tukaj v Izraelu. Najlepša hvala. Kakšne zaskrbljujoče ugotovitve tukaj, vključno s to razliko med učitelji in drugimi diplomanti univerz v Izraelu? Povejte nam, kaj je za vas najbolj izstopalo v vaših raziskavah? Pozdravljeni in dobro večer. In kar tako izstopa je to, da imajo učitelji v Izraelu nižjo raven kognitivnih spretnosti kot učitelji v večini držav OECD, ki sodelujejo v raziskavi. A kar se mi je zdelo najbolj presenetljivo, je razkorak znotraj samega Izraela. V večini držav OECD učitelji dosegajo podobno raven kot drugi zaposleni z akademsko izobrazbo. V Izraelu pa imajo učitelji z akademsko izobrazbo dejansko nižjo raven spretnosti kot drugi zaposleni z akademsko izobrazbo. To je zagotovo neverjetno in vsekakor ni tisto, kar bi pričakovali. Še posebej, ko vidite, da izraelski učitelji zaostajajo na področju pismenosti, računanja in reševanja problemov. Kakšne so dolgoročne posledice za visokotehnološko industrijo, še posebej za učitelje, ki morajo poučevati zelo specifične veščine? Izrael je znan kot velikan na področju visoke tehnologije. Točno tako. Ugotovitve odpirajo zelo pomembna vprašanja o sposobnosti izraelskega izobraževalnega sistema, da privabi in obdrži zelo kakovostne učitelje z akademsko izobrazbo. Eden od razlogov je način plačevanja učiteljev. Na izraelskem trgu dela je zelo močna konkurenca za usposobljene delavce, saj je stopnja brezposelnosti precej nizka. Hkrati je Izrael mlada država z velikim številom otrok in zato zelo velikim povpraševanjem po učiteljih. Težava je v tem, da so v javnem sektorju, kjer je zaposlenih večina učiteljev, plače določene glede na formalno izobrazbo in delovne izkušnje. V zasebnem sektorju pa je nasprotno veliko močnejša povezava med znanjem in zaslužkom. Tako lahko zasebni sektor visoko usposobljenim delavcem ponudi večje finančne nagrade za njihovo znanje. Drugi dejavniki so lahko nizke vstopne zahteve ter močni učiteljski sindikati, ki omogočajo, da neprimerni učitelji ostanejo v sistemu. To je zagotovo zelo zaskrbljujoče in presenetljivo slišati, še posebej, ko govorite tudi o znanosti, tehnologiji, inženirstvu in matematiki. Kaj se zdaj zgodi s temi ugotovitvami? Kako pridejo do pristojnih, ki lahko kaj spremenijo, uvedejo spodbude in odpravijo težave, ki ste jih omenili glede plač? Kdo bo vaše ugotovitve pretvoril v rešitev za državo? Ključna lekcija je, da imamo nujno potrebo po izboljšanju kakovosti poučevanja. V prihodnje bi moral izobraževalni sektor najprej spremeniti model usposabljanja in sprejema. Potrebno je zvišati pogoje za sprejem na učiteljski poklic. Drugič, prenova sistema nagrajevanja. Razmisliti moramo o modelih nagrajevanja, ki ustvarjajo močnejšo povezavo med znanjem in plačilom. In nazadnje, osredotočiti se moramo na največje vrzeli. Prednostna naloga mora biti izboljšanje znanja v aradskem delu izobraževalnega sistema, kjer so razlike največje. Kaj pa kampanje, ki bi otroke spodbujale, da bi si želeli postati dobri učitelji? Kako bi to izgledalo? To bi bilo odlično. Obstajajo tudi raziskave, ki kažejo, da ko vprašaš učence v osnovni šoli, kdo želi postati učitelj, je veliko otrok, ki si to želijo. Ampak kot sem rekla, je trg dela v Izraelu zelo napet in za bolj usposobljene akademske ljudi je zunaj veliko priložnosti.
In če želimo, da bi bil učiteljski poklic bolj privlačen za usposobljene akademike, ne bo delovalo. Raziskave kažejo, da če bi vzeli nekatere izmed vložkov v izobraževanje, izobraževalne vložke, kot je zmanjšanje velikosti razredov ali dodajanje več ur, najbolj vpliva kakovost učitelja, ki zjutraj sreča naše otroke. Prav. Vsi se spomnimo svojega najljubšega učitelja in vpliva, ki ga je imel. Doktor Jael Melcer, najlepša hvala za vaš čas in želimo vam veliko sreče. Upam, da bodo vaša dognanja prišla v roke pravih oblasti, ki lahko nekaj naredijo in spremenijo stvari. Hvala, da ste bili z nami v oddaji The Rundown. Hvala.